Evo, prve letošnje novosti enega največjih akterjev v svetu telefonov so tu. Samsung je predstavil novo serijo telefonov Galaxy S20. Samsung je leto začel s 3 novimi flagshipi, S20, S20 Plus in S20 Ultra. Jaz ti bom predstavil oba ta huda, Plus in Ultra. Telefona sta si na prvi pogled precej podobna, je pa med njima tudi kar nekaj razlik. Samsung je v primerjavi s predhodno serijo naredil napredek predvsem na 3 področjih: zaslon, baterija in pa kamere. Pa si dajmo pogledati, o čem govorim. Če pa te zanimajo še ostale specifikacije, pa so zapisane na koncu videa. Par številk je kar norih, recimo 16 GB RAM-a. Glej to lepoto, no. Veš, koliko sta huda zaslona. Oba sta OLED, resolucije QHD+, ter podpirata HDR tehnologijo. Plus ima 6,7, Ultra pa 6,9 palični zaslon. Pa še najbolj pomemben podatek. Oba zaslona imata frekvenco osveževanja 120 Hz. Do zdaj so bili zasloni telefonov večinoma 60 Hz. Kaj pa tole pomeni v praksi? Celotno delovanje telefona deluje bolj gladko, ker se slika na zaslonu osvežuje v hitrejših intervalih, oziroma večkrat na sekundo. Povišali so tudi občutljivost zaslona, tako da je vse skupaj res hitro in odzivno. Takole preko videa se bo to sicer zelo težko opaziti, tako da skoči v najbližjo A1 poslovalnico, se poigrej, prepriči sam in boš videl. Razlika je očitna. Zaslon na vogalih ni več tako zaobljen, kot smo bili vajeni, je skoraj čisto raven. Iskreno, glede na to, da je čisto do roba, je meni to ful bolj všeč. Je pa pod njim ultrasonični čitalec prstnih odtisov. Za odklepanje samo položiš prst na zaslon. Druga stvar, kjer so naredili največji napredek, baterija. Če ne že zaradi drugega, povečati so jo mogli zaradi 120 Hz zaslona, ki je energetsko malo bolj potraten. Tako ima Plus 4500, Ultra pa kar 5000 mAh baterijo. Na račun tega sta telefona malenkost debelejša in težja, meni to odgovarja, dobiš še nek tak dodaten premium feeling. In zdaj verjetno za večino še najpomembnejše. Kamera. Oziroma kamere. Jih je kar precej. Hudih fotk na telefonih smo itak že vajeni. Samsung je vse 3 nove modele namestil nov, večji senzor, ki prinaša še malo boljše detajle, predvsem v slabših svetlobnih pogojih. Razpored leč je enak pri obeh. Glavna, širokokotna, telefoto in še ena za globino. Nov je način single take, kjer ti usmeriš telefon v osebo ali nek premikajoč objekt recimo. Telefon pa bo sam zaznal, kaj je najboljši moment. Ko imajo vsi na fotki odprte oči ali se smejijo recimo. Naredi več slik in posnetkov, ti pa izbereš tistega, ki ti je najljubši. Ali pa vse. Bom začel s Plusom, pa ta sladko pustimo za na konec. Na Plusu ima glavna kamera 12 megapikslov in zaslonko 1,8, tako da bo tudi v slabih svetlobnih pogojih možno narediti dobre fotke. Širokokotna kamera ima prav tako 12 megapikslov. Telefoto leča pa ima 64 megapikslov. Ja. Ta prinaša 3-kratni optični zoom in 10-kratni digitalni zoom. To pomeni 30-kratni zoom. To pomeni nekaj tazga. Samsung je v vmesnik kamere še pametno dodal tale okvirček, da sploh vidiš, v kaj zoomiraš. Zelo smart. Ok, zdaj pa še Ultra. Pazi to, tukaj ima glavna kamera 108 megapikslov. Zakaj? Cool, ampak zakaj? Spet je tu 12 megapikslov širokokotna leča in pa še telefoto leča, ki pa je postavljena počez, podobno kot pri Huawei. S posebnim sistemom leč so dosegli 10-kratni optični zoom, pa to zmnoži z 10-kratnim digitalnim zoomom, pa dobiš 100-kratni hibridni zoom. No, to pa pomeni nekaj takega. Še ena zanimiva stvar pa je pri videoposnetkih. Snemaš jih lahko v 8K resoluciji.
Sicer ne vem, kje jih boste gledali, ampak kul, lahko, v redu, lahko. Evo, toliko na hitro o novih galaksijih. Telefoni so tudi pripravljeni na prihodnost, vgrajen imajo namreč modem, ki podpira hitrosti 5G, ampak bomo na to mogli še malo počakati. Kaj misliš, bo uspel speljati kakšnega uporabnika Huaweiu, Appleu mogoče? Zapiši svoje mnenje dol v komentarje, me izredno zanima, kaj si misliš. Jaz sem Miha, tole so bili Samsungi, vi se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal in komaj čakam, da se vidimo v naslednjem testu. Čau!